9. Obljuba dečka Jezusa rimskemu sodniku in zato jeza glavnega svečenika. Kako more postati človek sam živa Božja beseda, torej Bog? Deček Jezus zavrne glavnega svečenika s pomočjo ljudskega verouka. Jaz pa sem najprijazneje pogledal rimskega sodnika in spregovoril. Sicer si pogan, si pa pravičen in imaš dobro srce in zaresno, ko bo prišlo pravo Božje kraljestvo na zemljo, ti skupaj s celo svojo družino ne boš eden poslednjih, ki bodo vanj sprejeti. Kdor pa bo vanj sprejet, bo blažen in večno ne bo videl smrti. Sodnik je dejal, kako pa mi ti lahko nekaj takega obljubiš? Odvrnil sem mu, nič lažjega kot to. Kaj ti povem, da onega čudežnega dečka zelo dobro poznam in sem njegov najtesnejši prijatelj. Ko bom prišel k njemu, ne bom pozabil in on te bo blagoslovil in njegov blagoslov ne bo brez posledic. Tedaj je glavni svečenik jezno vstal in dejal, mar je oni pobič nek bog, da more blagosloviti, kakor da bi bil kakšen bog. Kaj ne veš, da more samo Bog blagosloviti in njegov glavni svečenik na Božji ukaz 3-krat letno? Kako vendar govoriš o onem dečku, da more tudi on blagosloviti človeka, celo za vso njegovo družino? Kateri učitelji pa so pri vas, da vas učence učijo čvekati takšne nesmišlje? Odvrnil sem. Prvič ste nam sami dali takšne učitelje in če torej učenci čvekajo naokoli takšen nesmisel, potem pade to nazaj na vas in tako proizvaja en nesmisel drugega. Če pa je to nesmisel, kar sem izpovedal o čudežnem dečku, da on blagoslavlja tiste, ki so njegovi zaresni prijatelji, čemu potem učite vi, da naj starši vedno blagoslavljajo svoje otroke in otroci svoje starše? Saj Noe vendar ni bil Bog, vendar je nadvse plodno blagoslovil oba svoja sinova, ki sta zagrnila njegov sram. Prav tako tudi stari slepi Izak ni bil Bog, ko je Jakoba blagoslovil, mu dal priimek Izrael, kar pomeni toliko kot iz tebe naj izide Božje ljudstvo. Je bil takšen blagoslov morda jalov? Kadar pa govoriš in prašuješ v tvoji veliki tempeljski domišljavosti, ali je oni deček morda nek bog, kaj mi lahko odvrneš, če ti povem, ja je. In to za večjo pravico, kakor pa ste vi napisali, Gospod Jehova Sabaot je govoril svojim bogovom. Če pa se vi v vaši domišljavosti smatrate za bogove, zakaj potlej tisti deček obdarjen in izpolnjen s tako številnimi zaresno božjimi lastnostmi ne sme biti bog? Pri čemur po rodu celo izhaja po ravni črti iz Davida. Kdor pa čuje Božjo besedo in se po njej ravna, ta ima v sebi živo Božjo besedo in je sam v svojem celotnem bitju postal Božja beseda. In je torej v duhu iz Boga. Kdor pa je takšen, kdo zmore reči, da v tem primeru celo človek ne izhaja iz Boga? Če pa je človek zato, ker je v svojem celotnem bitju postal živa Božja beseda, izpolnjen z Božjim duhom, kajti v vsem, kar je v celoti zaresno Božje, moramo ugledati Boga. Glavni svečenik je dejal, kakšen kazniv Boga obrekujoč nesmisel si spet izčvekal. Na tak način more govoriti samo nepriseben norec. To je bedast nesmisel, ob katerem se mora mislec, ki je to jasno spregledal, na ves glas smejati. Nato se je glavni svečenik sam glasno zasmejal. Jaz pa sem dejal, kaj ti to imenuješ nesmisel?
Če je to nesmisel, potem ste vi glavni svečeniki starešine in pismovki sami stvarniki in raznašalci istega, kar vam moram takoj dokazati popolnoma jasno. Glavni svečenik: kako nam boš ti, predrzni svinjski pastir iz Galileje, to dokazal? Rekel sem: prinesite mi ljudski verski učbenik. Je vprašal glavni svečenik: in kaj nameravaš z njim? Odvrnil sem mu: to boš pa že videl. Najprej mi privlečite knjigo sem. Torej so privlekli knjigo in glavni svečenik je dejal: tukaj je, kaj pa boš sedaj storil z njo? Odgovoril sem mu: to boš takoj izvidel. Odprl sem knjigo in zaprosil rimskega sodnika, naj glasno prebere mesto, katerega sem mu pokazal. Ubogal me je z vidnim veseljem. Rimski sodnik: kdor čuje Božjo besedo in se po njej ravna, ta ima v sebi živo Božjo besedo in je postal sam živa Božja beseda in je tako v duhu iz Boga. Kjer pa je tako, kdo premore reči, da ni več človek iz Boga? Če pa je nek človek s tem, ko je v vsem svojem bitju postal živa Božja beseda, popolnoma izpolnjen z Božjim duhom, mar potem ni nek Bog. Kajti polno zaresno Božje je potrebno vse povsod, torej tudi v človeku. Še toliko bolje gledati kot Boga. Nato je rimski sodnik dejal: glej no, to so dobesedno iste besede, katere je poprej glavni svečenik označil za nesmisel nekega svinjskega pastirja. No, tale zadevica, kakor opažam, začenja postajati vedno bolj vedra. Zdaj sem pa sam postal res radoveden, kaj se bo iz tega izcimilo.